Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Zgodbe invalidov, čeprav gre za polnovredne člane naše družbe, ki v sebi nosijo uspehe in zanimive življenjske zgodbe, so pogosto spregledane in preslišane. Življenje, ki jim ga otežujejo različne oviranosti, največkrat otežijo še predsodki soljudi in nesprejemanje. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je zato v začetku letošnjega leta zagnal vseslovensko akcijo o socialnem vključevanju invalidov, ki invalide skozi raznolike aktivnosti vključuje v javnost in družbo. Projektu namenjamo tudi 10 podkastov z naslovom Vidiš človeka ali invalidnost, izbranih 6 pa bo predvajanih tudi v nekaterih terminih oddaje Med štirimi stenami Radia Slovenija. V podkastih boste spoznali neverjetne posameznike, ki podirajo tabuje, uspešno izkoriščajo svoje prednosti in se podajajo po edinstvenih poteh. Danes pa se mi je v studiu Nacionalnega radia pridružila vodja projekta, generalna sekretarka NCOS Mojca Vavpotič. Sicer sociologinja in magistra kadrovskega menedžmenta, ki na svoji poklicni pa tudi osebni poti zagovarja pravice invalidov. Mojca, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Morda bi vas za začetek vprašala, kakšno je stanje v naši družbi? Smo že bolj vključujoči ali so invalidi še vedno stigmatizirani? V družbi so invalidi veliko bolj sprejeti, kot so bili recimo leta 60, 70, 80. Dejstvo pa je, da nas je prizadelo obdobje korone, ko so se ljudje začeli bolj zapirati iz vase, kot so bili odprti prej, kar pomeni, da je tudi družba postala bolj individualno usmerjena. Vsekakor pa menim, da glede na to, da dejansko zdaj že zadnjih 20 let spremljam področje invalidov, smo bolj vključujoči, imamo pa še ogromno dela. Kako se ta stigma kaže v družbi? Stigma se kaže predvsem v strahu ljudi. Ljudi nas je strah seveda sprememb, ljudi nas je strah, da se nam lahko zgodi nekaj groznega in invalidi pravzaprav, ko jih prvič srečamo, ko jih prvič vidimo na cesti, sporočajo pravzaprav to, ne? Tudi vam se lahko to zgodi in dejstvo je, da se lahko nam to vsem zgodi. Pri tem seveda pa pozabljamo, da tudi invalidi živijo enakopravno življenje, polno življenje, včasih v svoje življenje vlagajo sicer več truda kot mi, ker ga morajo, imajo pa včasih celo boljše rezultate, kot jih imamo mi sami. In to je tisto, kar pravzaprav nas more ljudi, ki nismo invalidi, motivirati, gnati naprej. In moram reči, da meni je v ponos, da lahko delam za invalidi, ker se od njih ogromno učim. In so moji veliki učitelji življenja. Zakaj pa nas je ljudi strah neznanega in drugačnega? To je pač človeška lastnost, ne? To bi psihologi seveda bolje razložili kot mi sociologi, pa vendarle, ne? Strah vzbuja neprijeten občutek, ker ne vemo, kaj to prinaša s sabo. Dejstvo je, da vsaka invalidnost prinaša nekaj svojega. Veliko je pa seveda tudi odvisno od vsakega posameznika, kako se s tem spopademo. Tako da ta zadeva je zelo široka in bi lahko o njej govorili ure in ure. Kako pa lahko ta strah naslovimo? Kaj recimo narediti, če se znajdemo v situaciji, ko ne znamo odreagirati, ko smo v interakciji z invalidom? Ja, glede na to, da sem jaz velik praktik, bom to poskušala razložiti kar preko enega primera. Jaz sem se pred 3 leti preselila v vas, kjer je 20 hiš, in že prvo leto, ko sem prišla, je v sosednji hiši bil gospod operiran in je izgubil obe noge. In bilo je zelo zanimivo, ker pač na vasi se vsak vse ve, vedeli so, da jaz delam z invalidi in so me prišli pravzaprav vprašati, kako naj pristopijo, ne. Začutila sem velik strah, ne. To je bil gospod, ki je živel v tej vasi dolga leta, ne, zdaj pa pač drugačen. Ampak potem sem ugotovila, da če bojo ta strah premagali na ta način, da ne bodo silili na obisk, ampak bojo počakali na povabilo, bo to veliko večji efekt, kot pa če se mi sami vsiljujemo. In tako je. Mi invalida nikoli ne smemo popravljati kar brez njegove vednosti, ne smemo mu ponujati pomoči, brez da si to želi, ampak počakajmo na njegov znak, ne. Ljudje imamo sposobnost, da to začutimo in prepričana sem, da vsak invalid, ki rabi pomoč, bo to tudi izrazil. Če pa je ne rabi in je sposoben nekaj stvari sam narediti, potem se pa tega ne bojmo, ne. Tako da jaz vedno, ko pač spoznam nekega novega invalida, probam, tudi mene včasih strah, ne vem, če bom pravilno odreagirala, ampak se probam spomniti na to, da to so ljudje.
In tako kot meni seveda dobro dene, če je nekdo prijazen do mene, si prijazen tudi do njega, začneš pogovor, ne vem, o vremenu, o tem, kaj počne in potem se v bistvu vse te strahovi razblinijo. Kako pa je recimo z vprašanji, da si v neki dilemi in ga potem vprašaš, kako pa vi mislite, da bi bilo dobro, da odreagiram? A je to smiselno ali je vseeno bolje počakati in počakati na njegov znak, kot ste prej rekli? Zdaj moram povedati, da mi imamo veliko vrsten oblik invalidnosti. Recimo, če boste srečali nekoga, ki ima nevrološke težave, se pravi, da ima koncentracijo slabšo, mogoče niti ne more komunicirati, kakršno drugo obliko nevrologije, potem je bolj, da počakate oziroma opazujete situacijo, ker lahko se zgodi, da bomo mogli na prehodu za pešce ga tudi malo usmeriti brez kakšnih vprašanj. Če pa je to človek, ki je sposoben komunicirati, potem pa enostavno vprašate, rabite pomoč. Jaz sem imela eno izkušnjo, ko sem stala na prehodu za pešce, zraven mene je stal gospod, ki je bil slep, in je mimo prišla ena gospa in prižgala se zelena luč in ona ga kar prijela za roko. On je v tistem trenutku orientacijo izgubil. In to s tem lahko povzročimo več težav, kot pa pomoči ponudimo. Tako da bodimo previdni. S projektom Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov želi NCOS izboljšati kakovost življenja invalidov in jih na različne načine vključiti v družbo. S kakšnimi aktivnostmi se projekt tega loteva? Projekt je namenjen, kot je že iz samega naslova jasno, ozaveščanju družbe, o vključevanju invalidov. Seveda to ne gre samo preko besed, preko komunikacije, zato je potrebno zelo skrbno izbrati vse aktivnosti in mi smo izbrali v bistvu več aktivnosti. Fokusirali smo se na različne družbene skupine, se pravi na odrasle in na otroke in seveda v ospredje postavili tudi invalide, ker je njim to namenjeno. V teh ciljnih skupinah pa smo potem določili konkretne aktivnosti. Ena izmed takih je mini šola nastopanja, ki jo vodita znana Lucija Čirović in pa Boštjan Štorman. Mini šola nastopanja poteka enkrat tedensko po 2 ure, kjer so v skupino so vključeni invalidi, ki bodo preko v bistvu šole pridobili veščine in sposobnosti ne samo nastopanja, ampak tudi pisanja scenarijev, potem snemanja kratkih filmčkov, dvignila se jim bo samozavest, naučili se bodo pravzaprav, kako v vsakdanjem življenju komunicirati z drugimi in premagovati svoje težave. V sklopu tega bojo 3 predstave, 2 bosta pravzaprav bolj v smislu priprave na zaključni dogodek in potem na zaključnem dogodku bo ta velika predstava. To je ena izmed aktivnosti. Druga aktivnost so delavnice za mlade, kjer apeliramo na mlade, da v bistvu začnejo sprejemati drugačnost že v zelo rosnih letih. Tako imamo delavnice za otroke v vrtcih, delavnice za otroke v osnovnih šolah in pa delavnice za srednješolce. Vse te delavnice seveda so prilagojene starosti in sposobnosti sprejemanja informacij, ki jim posredujemo. Potem bomo imeli v sklopu tega tudi velik natečaj, na katerega bodo se prijavili otroci z svojimi likovnimi ali drugimi deli. Tukaj jih nismo nikakor omejili in zelo veseli smo, da v bistvu natečaj že teče in že je odziv iz šol in vrtcev. Potem je tretji sklop velika fotografska razstava, to bo potujoča fotografska razstava, ki jo pripravlja znani fotograf Primož Lavre, ki je tudi sam oče otroka s posebnimi potrebami in je že pripravil razstavo Nič drugačne mame. Tako da je tudi pravzaprav nadaljevanje njegovega delanja razstavo poimenoval Nič drugačno življenje. Skozi to fotografsko razstavo bomo predstavili 25 invalidov, njihove zgodbe, njihovo življenje. Razstava bo potovala po celi Sloveniji in dobili smo tudi že povpraševanje iz tujine. In seveda potem osrednja zadeva je še medijska kampanja, potem je še nadaljevanje pravzaprav projekta iz prvega obdobja iz leta 2016 in kasneje iz 2021-2022, ki se dotika Evropske kartice ugodnosti za invalide. V okviru tega pridobivamo nove ponudnike ugodnosti za invalide in pa seveda tudi nove imetnike kartice.
Prej ste omenili na začetku te delavnice z imenom Minišola nastopanja, pa me zanima, kaj pridobijo udeleženci teh delavnic. Gre pri tem tudi za neke vrste opolnomočenje invalidov, ki se preizkušajo v dejavnostih, ki jim sicer niso širše dostopne? Absolutno. Mi smo prav s tem ciljem tudi to aktivnost predlagali v samem razpisu, ker se nam zdi v bistvu, da invalidi imajo velike potenciale, ki jih včasih ne morejo razviti, ne. Jaz vem, da obstaja nekaj šol, gledaliških šol, ki žal nekaterih invalidov ne morejo sprejeti, zato ker niso dostopne recimo, ali pa pedagogi niso usposobljeni, ker Lucija in Boštjan že dolga leta delata tudi z osebami s posebnimi potrebami in neko znanje sta že pridobila, čeprav tukaj gre bolj za veščine kot znanje, ker če se ti odpreš in pustiš, da te ljudje naučijo, ne rabiš neke šole, ne, in pri invalidih je prav to ta prednost. Koliko udeležencev pa je na tej minišoli nastopanja? Na minišoli nastopanja 10 do 12 udeležencev, številka malo vibrira, ker pač to so ljudje, ki imajo tudi zdravstvene težave in potem enkrat so, enkrat jih ni, ampak načeloma z večjim številom ljudi je pa težko potem delati, ker to je zelo individualno delo, ne. Imamo gluhoslepega človeka, s katerim je absolutno potrebno individualno delati, imamo mladeniča z Downovim sindromom, ki tudi potrebuje individualno obravnavo. Ugotovili smo pa pravzaprav, da obadva, ki vodita to šolo, morata biti včasih tudi mama in oče tem udeležencem in potrebujejo tudi ne samo učenje, ampak tudi nek pogovor psihološki, tako da je kar zelo zapletena zadeva včasih. Ste omenili tudi medijsko kampanjo, s katero boste še dodatno okrepili prisotnost invalidov v medijih in javnosti. Zakaj pa je to pomembno? Absolutno je pomembno zato, da ljudje dobijo informacijo, kaj pravzaprav delamo, kaj se dogaja na področju invalidov, kaj invalidi zmorejo, kako invalidi živijo, ker če o tem ne bomo govorili, pač ne bo teh informacij in bomo spet zaprli družbo, ne, in bo še težje sprejemanje drugačnosti. Kaj vse pa vključuje ta medijska kampanja? Mogoče bi najprej povedala, da medijsko kampanjo ne izvajamo direktno na nacionalnem svetu, ampak naš podizvajalec Kreativna baza, s katerim smo sklenili pogodbo. Vključuje pa seveda oglaševanje v medijih, tako naših v bistvu reklamnih spotov glede Evropske kartice ugodnosti. Potem bo snemanje podcastov, kot je ta današnji, kjer bomo predstavljali zgodbe invalidov. Potem so veliki jumbo plakati, ki bodo potovali pravzaprav po celi Sloveniji, bojo tako premični kot nepremični, se pravi premični bodo na avtobusih mestnega medkrajevnega prometa. Potem bojo razna promocijska darila, ki jih bomo razdelili šolam, vrtcem in pa srednjim šolam, ravno z namenom, da bo to nek trajnostno usmerjen projekt. Potem bojo izdaja novičnikov, objave na socialnih omrežjih, na internetni strani tako nacionalnega sveta kot invalidske kartice. Veliki intervjuji v časopisih, katerih pravzaprav intervjuvanci bojo tudi ti invalidi, ki bojo nastopali tudi na fotografski razstavi, in teh dogodkov bo res ogromno. Predvidoma v novembru pa se v okviru projekta obeta tudi odprtje čudovite fotografske razstave priznanega fotografa Primoža Lavreta, ki bo poudarjala moč oseb z invalidnostjo. Fotografije pa bodo svojo sporočilnostjo nagovarjale širšo javnost. Kakšno bo sporočilo te razstave in koga bomo skoznjo spoznali? Bom začela od zadaj. Skozi razstavo bomo spoznali, kot sem že omenila, 25 različnih invalidov. Želeli smo pravzaprav zaobjeti vse vrste in oblike invalidnosti. Se pravi, gibalno oviranih je sicer res največ, ampak poleg tega bojo tudi zastopniki gluhih, naglušnih, slepih in slabovidnih in pa tudi tistih, ki imajo težave v duševnem razvoju. Na začetku je sicer, ko smo se pogovarjali s Primožem Lavretom, kako približati te invalidnosti skozi sliko javnosti, nas je bilo kar malo strah, zato ker v bistvu po eni strani ne želimo tega izpostavljati, želimo izpostaviti, da lahko invalidi živijo popolnoma normalno življenje in so zelo uspešni v svojem življenju. Po drugi strani pa, če želiš poudariti,
ne, da obstaja ljudje z drugačno zunanjostjo, z drugačno sposobnostjo, moraš to tudi izpostaviti. Tako da sem zelo vesela, da je Primož dejansko si vzel ogromno časa z vsakim izmed invalidov, opravil najprej pogovor, potem poiskal z njimi skupaj seveda, ker brez invalidov se to ne da, tisto točko, ki bi jo želel izpostaviti, in nastala je res paleta teh čudovitih fotografij, ki mislim, da se bodo dotaknile prav vsakega, in mislim, da se bo vsak ob tej fotografiji ustavil in si vzel čas, da bo pravzaprav lahko marsikaj o sebi tudi razmislil. In to je ta sporočilnost te razstave, da ni v življenju vse samoumevno, da naslednji trenutek se nam življenje lahko podre, se spremeni in se moramo postaviti na novo, ne? Ampak da se da in da ne smemo nikoli obupati. V okviru projekta pa je tudi Evropska kartica ugodnosti za invalide, v bistvu njena promocija, ki imetnikom nudi različne popuste za vstopnice, športne aktivnosti, knjige in storitve. Kartica je v Sloveniji priznana že od leta 2016, kmalu pa bo postala obvezna tudi za vse članice Evropske unije. Kaj kartica ob ugodnostih še ponuja? Ja, kartica ponuja v Sloveniji že preko 600 ponudnikov raznih storitev, in moram reči, da zelo ponosni smo, da smo v letošnjem letu pridobili največjo mednarodno trgovsko verigo Lidl, ki ponuja popuste 15. v mesecu. Seveda pa ni smisel te kartice samo to, da bojo invalidi imeli neke popuste, a ne. Seveda so oni socialno tudi ogroženi, vendarle, ampak že pri Lidlu se pozna, da za tem stoji v bistvu veliko vrsto aktivnosti, ki se nanašajo na njihove zaposlene. Lidl je dejansko zelo družbeno odgovoren, ampak preko te kartice v bistvu se vsak blagajnik, ko pride invalid na blagajno, seznani ne z kartico, ampak z invalidom. Zelo veliko smo se pogovarjali, kako pristopiti takemu človeku, ker se mi zdi zelo pomembno, da v bistvu na ta način ozaveščamo tudi drugi del družbe, ne samo invalide, a ne. Veseli nas seveda, da je Evropska unija sprejela direktivo, s katero bodo 1.1. vse evropske države zavezane k tej kartici, ker trenutno je zavezanih samo 9 držav. In kot sem že omenila, Slovenija tukaj zelo prednjači, dejansko smo se potrudili od leta 2016 narediti ogromno na tem področju. Želimo si pa seveda, da bi tudi naši slovenski invalidi imeli podobne ugodnosti tudi v tujini, kjer pa zdaj še ni tako zelo razširjena ta kartica in te ugodnosti. Na spletni strani pa bodo tudi dostopni podatki o dostopnosti, to ste pa v navezavi z Urbanističnim inštitutom? Ja, naš partner v projektu je Urbanistični inštitut Republike Slovenije, s katerim izjemno dobro sodelujemo tudi na drugih področjih. Njihova naloga je, da v bistvu preverjajo dostopnost ponudnikov, kar pomeni konkretno na Lidlu so opravili pregled, a ne, možnosti, kako invalid dostopa. Mogoče je tukaj tudi zelo zanimivo, a ne, noben trgovec ne pomisli, da je nekdo na invalidskem vozičku, da ne more poseči po najvišji polici, in so se tudi v bistvu tega v Lidlu zavedali, iščejo rešitve, kako bojo to v bistvu spremenili. Tako da ja, urbanisti naredijo pač pregled celotne dostopnosti ponudnika, pripravijo oceno in pa seveda tudi priporočila, ker mi nismo tisti, ki bi predpisovali to zakon, ki bo stopil v veljavo konec leta 2025, ampak za vse tiste, ki pa vejo, da pač bo to potrebno in se pripravijo naprej, je pa to veliko prednost. Kaj pa lahko družba oziroma vsak posameznik naredi, da bo družba invalidnost začela obravnavati kot katerokoli drugo osebnostno lastnost in ne kot nek primanjkljaj ali oviro? Ja, če gledamo zdaj posameznika, sama kot mama definitivno vzgajam otroke že od majhnega, ne, da smo drugačni. Mi smo imeli to srečo, da smo velika družina, se pravi, da smo mogli sprejemati en drugega, če smo hoteli preživeti. Drugače pa ja, ravno s temi akcijami, delavnicami, ki jih imamo v vrtcih, ne vplivamo samo na otroke. Vrtčevski otrok gre domov in bo povedal, da je imel v vrtcu predavanje, obisk invalida in bo s tem v bistvu prebudil zanimanje tudi v starših in starih starših, tetah in stricih. In mislim, da je to, a ne, in da to, kar sem rekla na začetku, vsak od nas se mora zavedati, da se lahko to zgodi tudi nam. Kadarkoli, a ne, na cesti, v službi, doma, kjerkoli, smo vedno podvrženi lahko neki nesreči.
in lahko jutri postanemo invalidi, ampak moramo se pa tudi zavedati, da če bomo mi strpni do drugih, bojo v tistem trenutku, ko bomo mi v težavah, tudi drugi strpni do nas. In samo strpna družba lahko preživi. Mojca Vavpotič, vodja projekta Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov. Hvala, da ste si vzeli čas. Želim vam obilo uspehov pri vseh nadaljnih aktivnostih na projektu, pa tudi pri vašem preostalem nadaljnjem delu. Hvala lepa.